Lep pozdrav, sem skupaj vesel sem, da mi si veliko. Dušan bi bil tudi vesel, ker je bil gledališki človek, bi bil tudi vesel, da so študenti prišli, ker je imel zdore študente in tudi počel me. Najraje potem na koncu, po mojem, bi počel dramsko pisanje. Na enih od teh zadnjih vaj, na katerih je bil, je pa v bistvu smo ugotovili, da ga niti njegovi teksti ne zanimajo toliko zelo kot delo za igralci in za režiserji in dramaturgi, kar se mi zdi super dokaz o tem, da je bil izjemno živ in živo prisoten do svoje smrti, ki nas je v bistvu vse presenetila. Dejstvo seveda je, na kar sta opozorili že oba, tako Diana kot Gašper, da je Dušan verjetno najvplivnejša in osrednja osebnost slovenskega gledališkega neoavantgardnega gibanja ob, nažalost, zdaj tudi pokojnemu Ladu Kralju, s katerim sta bila izjemno dobra prijatelja, s katerim sta izjemno sodelovala in vplivala drug na drugega, verjetno na najmočnejši možen in najboljši možen način. In v tem smislu, o tem bom tudi govoril, je to neoavantgardno gibanje politiko razumelo tudi v smislu na eni strani seksualne revolucije, hkrati pa je prestopilo stroge meje gledališča in se približalo izkušnjam happeninga in performansa. Dušan je vstopil v gledališče na dveh vzporednih svetovih, ki jih je ves čas povezoval. Na eni strani kot dramatik, nerazumljen in neuprizarjen na začetku, dramatik, ki se je v nekem usodnem trenutku povezal z odrom 57, njegove Hlapce bi moral po pričevanju režirati Taras Kermauner na odru 57, ampak odr 57 so prej ukinili. Tako da do te povezave dveh generacij, se pravi kritične generacije in generacije Dušana Jovanovića in Tomaža Šalamuna, ki sta bila bodoča sodelavca odra 57 predvidena, nažalost ni prišlo. Se pravi, to dramatiko je razvijal zelo radikalno, zelo zanimivo ves čas, hkrati pa je z že študentskim aktualnim gledališčem in pa seveda potem s Popiljo Ferkver začel razvijati tudi performativno. Je bil del ali pa gonilna sila skupaj z Ladom Kraljem tako imenovanega performativnega obrata oziroma performativna revolucija. Ampak če se vrnemo zdaj k tej generaciji, lahko ugotovimo, da se je Dušanova generacija z njim na čelu, seveda in z Ladom Kraljem na čelu, Dušan je vodil gledališče Glej, Lado Kralj je v bistvu prekinil z gledališčem Glej, ker se mu ni zdelo dosti radikalno, kar je zelo zanimivo, ker je bilo zelo radikalno in je ustanovil gledališče Pekarna. Ta generacija je v bistvu udejanila radikalno vrnitev gledališča v gledališču in to v smislu Antonina Artaudja in njegovega gledališča Krutosti in izvedla verjetno eno najmočnejših ali pa najmočnejšo estetsko revolucijo po drugi svetovni vojni v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji. Odmevna je bila po celi Jugoslaviji. Popilja je bila seveda prisotna v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, če vzamemo tri bistvena središča. Popilja je na bistven način zaznamovala, tako kot spomenik G. Dušana Jovanovića, seveda tudi na eni strani uprizoritvene prakse, na drugi strani pa tudi teorijo tistega časa. Jovanović in njegova generacija, tukaj bi lahko izpostavimo veliko imen, si bom naštel samo nekaj, Lado Kralj, Zvone Schädelbauer, Ivo Svetina, Milan Jesek, Iztok Tori in drugi so zavestno izzivali občinstvo. Ta generacija odziv in sodelovanje občinstva v gledališču razumela kot politično dejanje, v katerem naj bi se občinstvo osvobodilo skupaj z igralci. V tem prispevku danes bom v bistvu se skoncentriral na dve prelomni besedili in predstavi Dušana Jovanovića in bomo preverili tezo na kratko, bolj bomo natančno preverjali potem v samem poglavju za knjigo, ki nastaja. Namreč tezo, da se je zgodovina tega, kar so pozneje poimenovali politično gledališče 80-ih let, začela v 70-ih letih, da je leto 1975 povezalo dve generaciji Dominika Smoleta, predstavnika kritične generacije odra 57 in takrat umetniškega direktorja Mladinskega gledališča
in pa Dušana Jovanoviča, predstavnika performativne revolucije Popilje Ferkeverk in seveda hkrati predstavnika nove, drugačne, absurdne ali pa še kaj druga nove drame. Združili sta se pa te dve generaciji v predstavi Žrtve mode Bum Bum, ki je postala prelomna za slovensko mladinsko gledališče, hkrati pa tudi za slovensko sodobno gledališče nasploh. Predtem pa so se seveda zgodili že neki zelo veliki in pomembni premiki, katerih bistvena gonilna sila je bil seveda Dušan Jovanovič. Če izvzamemo Popiljo, s katero se veliko ukvarjala in tudi izdala izvrsten zbornik Ivo Svetina in kolega Aldo Milohnič, se pravi, je Dušan Jovanovič pretrgal oziroma izpeljal neko pomembno estetsko revolucijo, predvsem z dvema predstavama, spomenikom G v gledališču Glej in pa Igrajte tumor v glavi. Prvo predstavo je režiral sam, drugo predstavo pa je režiral režiser, ki je potem postal seveda zelo pomemben za razvoj slovenskega gledališča v drugi polovici 70-ih let, predvsem pa v 80-ih letih, se pravi Ljubiša Ristić, ki mu je Dušan Jovanovič potem tudi zaupal večino uprizoritev ali pa najbolj odmevne uprizoritve lastne dramatike. Pobudo za Žrtve mode Bum Bum je dal Dominik Smole, Jovanovič pa je Igrajte tumor v glavi in Osnaženje zraka kot temo postavil znotraj te igre gledališče samo, v katerem pride do krize gledališke organizacije, ustvarjalnosti in končno tudi njegovega bistva, kot je zapisal Lado Kralj. No, če se vrnemo k nek biografiji, čisto kratko, Dušana Jovanoviča, gledališko kariero jo osvežimo za tiste, ki smo včasih pozabimo ali pa se niste s tem ukvarjali. Dušan Jovanovič je svojo gledališko kariero začel kot gledališki kritik, kar je zelo zanimivo. Pisal je zelo zanimive gledališke kritike pri študentski reviji Tribuna. Takrat je za študentsko revijo Tribuna pisal tudi profesor Inkret, kasneje njegov kolega v tistem času. Nedvomno je nanj vplival prvi val eksperimentalnega gledališča, eksperimentalno gledališče Balbina Baranović, odr 57, gledališče Ad hoc, vendar je bil kljub do tega gledališča zelo kritičen in kritičen predvsem do njegovih umetniških taktik. Želel se je nekaj drugega, nekaj bolj radikalnega. Njegova prva in šele pred kratkim Branka Bezelja, ki je bila ta, ki jo je prizorila igra predstave Nebo, prej pa dolgo časa smo pisali še neuprizorjena igra, zdaj imamo že uprizorjeno igro, je imela zelo sugestiven naslov predstave Nebo, napisal je leta 1962, kazal pa je že v njej na metateatralnost in politično cenzuro. Njegova druga igra, Norci, o kateri sem že na kratko govoril, napisana leta 1963, pa je na krstno uprizoritev čakala v bistvu 9 let, skoraj desetletje. Medtem se je Jovanovič osredotočil na svoje gledališko delo, študentsko aktualno gledališče in pa na Popiljo Ferkeverk. Kljub vsem razlikam sta si kritična generacija eksperimentalnega gledališča in nova generacija Dušana Jovanoviča delili ključno zmago. Odstranili sta četrto steno in ustvarili gledališki prostor, v katerem je bila močna interakcija med igralci na odru in sodelujočim občinstvom v smislu redefinicije gledališča, kot ga je redefiniral v bistvu pionir nemške teatrologije Max Hermann, ki je vedno poudarjala tretjo paradigmo gledalca. Ko je gledališče začelo gledalca razumeti kot tretjega ustvarjalca, tistega, ki v sebi dopolnjuje tisto, kar oder zgolj nakazuje, je postalo politično nevarno. To se je zgodilo točno z Toplo gredo, ki so jo prekinili na način, ki je bil zelo performativen, je bil pa politično v bistvu zmontiran. Prostor, ki so ga delili gledalci in igralci, se je spremenil v subverzivni politični prostor, ki ga je morala nadzorovati represivna politika. Najpreprostejši način za to pa je bil, da se ga zapre oziroma prepove. Nedvomno je to novo razumevanje predstave kot nečesa, kar ni reprezentacija ali izraz nečesa, kar obstaja drugje,
ampak je nekaj, kar se poraja z dejanji, zaznavami, odzivi igralcev in gledalcev, je bil velik dosežek prvih eksperimentalnih gledališč, zlasti Odra 57. In to je seveda zelo vplivalo na Dušana Jovanovića. Na eni strani je seveda se mu zdela dramatika, ki so jo prizarjali na nek način celo nezadostna, celo Becketa je kritiziral kot avtorja, ki so ga prizarjali, po drugi strani ga je pa očitno mikajo ta estetska revolucija, ki so izvedli, ki je bila čisto gledališka revolucija. In pa seveda tudi vsi besedilne osnove za predstave Odra 57 in drugih gledališč. Šele v obdobju študentskih gibanj in študentskih gledališč se je poudarek dejansko preselil z področja repertoarja in besedila na sam gledališki medij, ki je zanimal takrat Jovanovića, na njegov proces osvobajanja, ki je tako kot gledališče Richarda Schechnerja, Grotovskega, Barda in drugih postal odprt za polje drugih umetniških medijev in področij. Leta 1968 je Jovanović s Pupiljo v bistvu razbil hegemonični jezik dramskega gledališča, da bi se, kot je to pisal oziroma definiral, to dotaknil življenja. Skupaj s predstavo Spomenik G je ta nenavadna predstava utelešala radikalno iskanje gledališča, ki je temeljilo na zavedanju, da je oder fizičen in resničen prostor, ki zahteva, da ga zapolnimo in mu dovolimo govoriti pravi, avtentični jezik semiotičnih in fenomenalnih teles v prostoru in času. Druga polovica 70-ih let, oziroma sredina 70-ih let prejšnjega stoletja, pa je v eksperimentalnem gledališču prinesla redefinicijo vlog besedila ter občinstva in izvajalcev z Jovanovićevo igro Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka v izvedbi SLG Celje in v režiji Ljubiše Rističa. Spet se bom tukaj pomagal z mnenjem Vlada Kralja, ki je sproti beležil in pa kasneje tudi beležil ob Venu Tauferju, Vasi Predonu in drugih kritik te estetske revolucije, je zapisal, da je tema te gledališke igre, namreč Igrajte tumor, gledališče samo, v katerem pride do krize gledališke organizacije, ustvarjalnosti in končno tudi njegovega bistva. Z drugimi besedami, Jovanović se v svoji igri osredotočil na neuspeh osnovnih premis avantgardnega gledališča 60-ih let, katerega seveda bistveni akter je bil sam, to je zelo zanimivo, o tem je pisal Dragan Klaič, ki je bil tudi izvrsten interpret njegove in pa seveda sokreator Jovanovićeve poetike. Po mnenju Dragana Klaiča je tumor, citiran, z anticipacijsko imaginacijo prikazoval razvoj avantgardnega gledališča v 60-ih letih prejšnjega stoletja, kuloar utopičnega iskanja skupnosti, bližine, enosti. Seveda v specifičnem socialističnem kontekstu, takrat že nastajajočega sistema socialističnega samoupravljanja, nekega specifične kardeljanske logike države. To samo kritiko, edinstveno rekapitulacijo njegovih dosedanjih izkušenj z literaturo in gledališčem, kot je zapisal takrat njegov kolega in že kritik Andrej Inkret, je mogoče interpretirati kot radikalen metaliterarni, metagledališki in metaumetniški diskurs, kot samo kritiko v povezavi s temeljnimi premisami osvobojenega neoavantgardnega artojevskega in šehnerovskega gledališča, ki bo seveda tudi kar precej brechtovsko. Jovanović pa sam pa jih je zagovarjal in uresničeval v Pupilji in Spomeniku G. V vode angažirane dramatike in gledališča, ki zavračajo vsakršno tradicionalnost in ideologijo, je Jovanović vstopil že v 60-ih letih z tekstom Norci, desetletje pozneje pa je to idejo prevzel in jo v igri Tumor združil samo kritiko in samo ironijo performativnega obrata. V bistvu je ustvaril nekaj, kar je Dragan Klaič v enem izjemnem spisu, ki ga je zapisal o Dušanu Jovanoviću, ustvaril dramski postskript 60 letom in njihovi značilni gledališki znamki, napisan še preden se je obdobje dejansko zares končalo, oziroma preden smo lahko opazili, da se je končalo in s kakšnim izidom. Po mnenju Vlada Kralja, Jovanović piše z izrazito gledališke perspektive,
Številne igre nihajo med groteskno ironijo gledališča Silva, iz katerega izhaja, še bolj, oziroma v enaki meri pa izhaja seveda iz nadrealističnega gledališča, iz Rožeja Vitraka, ki ga je tudi v prizoru kot eno prvih uprizoritev v gledališču Glej. Po drugi strani ga je pa seveda zanimala tudi brechtovska dokumentarna drama, pravi Lado Kralj, s katerim se seveda zelo strinjamo v enem spisu, zelo zanimivem Goli otok literature. Začeli se z njegovo blasfemično drugo igro Norci. Zgodovina tega, kar so pozneje poimenovali politično gledališče v 80-ih let, se je nadaljevala in doživela nov vrhunec čez 3 leta v povezavo 2 generacij, o tem sem govoril malo prej, na začetku Dominika Smoleta in Dušana Jovanoviča. Zdaj bom opisal malo genezo, ki je v bistvu Dušan Jovanovič na vsakem izjavi malo drugače opiše, kaj se je zgodilo, kako je prišlo do nastanka tega, to se spomnim Amelija, je to zelo dobro, ne? Kako je prišlo do žrtev mode Bum Bum. So pa ti opisi podobni, no? Samo vsakeč se malo drugače spomni, tako kot se vsak od nas malo drugače spomni stvari. Vi, ki ste mlajši študenti, še manj, mi pa v bistvu imamo že več variante, ne, z leti se te nove variante beležijo zmeri bolj intenzivno. In to postaje zanimivo pa za zgodovino, da se pa težko ugotoviti potem, kaj se je res zgodilo, ker njegovi kolegi pa spet povejo, vsak po svoje. In potem v bistvu včasih se zanašamo na kritike, ki pa tudi niso zmeraj zanesljivi. Od pobude do teksta scenarija predstavi slikovito in z vsemi nujnimi vrzelmi v spominu, ki pričajo o prihodnosti in minljivosti gledališča, Jovanovič piše v enem od intervjujev takole: ne vem več natančno, ampak šlo je za proslavljanje neke obletnice, nekakšna uradna okrožnica je prišla na naslove vseh slovenskih gledališč. Če zdaj treba počastiti okroglo obletnico nečesa, najbrž osvoboditve ali zmage nad fašizmom ali nečesa temu podobnega. Smole me je poklical in mi dal popolnoma proste roke. Naj napišem tekst in ga postavim na oder. Dal pa mi je na svoj konspirativno potuhnjeni način vedeti, da od mene ne pričakuje nič konvencionalnega, no in tako sem se znašel pred največjim izzivom. Vreči pesek v oči ideološkim policajem, zadovoljiti Smoleta in narediti predstavo, ki se je ne bom sramoval, to je bilo vse prej kot lahka naloga. Premiera je bila potem doda triumfalna, ideološke zamere pa še silovite. Najbolj mi šlo v nos, da so vse uniforme brez izjeme, tudi partizanska, izenačene v nevtralnem diskurzu modnega žargona. Televizija je predstavo sicer posnela, jo je pa dalo bunker in jo ni prikazala, kar je bilo takrat se zgodilo podobno z Pupiljo. Žrtev mode Bum Bum, vidimo tudi iz tega super pričevanja, potem bo citiral še eno pričevanje Dominika Smoleta, ki je bil glavni krivec seveda, ki je prepoznal jasno Dušanu Jovanoviču izjemnega ustvarjalca in mu je bil seveda zelo pomemben za njegovo formiranje. Žrtve mode Bum Bum se pravi estetski in etični šok, bile so estetska revolucija, ki je politizirano umetnost in politizirano gledališče razumela in spremenila v eksplozivno telo, ki je v samoupravnem socializmu izgradilo novo obliko angažiranega gledališča, ki je bila drugačna seveda od te oblike, ki so jo formirala prvo eksperimentalno gledališče, predvsem Oder 57. In če zdaj pregledamo, ne bomo se spravljali v te razlike med enim in drugim političnim gledališčem, ob tem, da bomo opozorili, da Dušan Jovanovič striktno opozarjal, da on nikoli ni delal političnega gledališča, ampak je delal angažirano gledališče. Se pravi, on je izogibal temu terminu, kar je zelo zanimivo in tudi povedno. Žrtve, uprizorjene kot otvoritvena predstava nove sezone mladinskega gledališča, so delovali kot estetska in ideološka bomba. Andrej Inkret je v delu navdušeno opisal predstavo oziroma ta dogodek takole. Podij v obliki podkve, nad njim se tne slavolok iz bodeče žice, spredaj križi kot na pokopališču, med žico množica žarnic, prižigajo se, utripajo in ugašajo v ritmu hrupne glasbe in tako naprej. Prihajajo
po tistem podiju igralci v obliki podkve in odhaja z njega, odrska luč jih razsvetli za hip, muzika svira, vabljiva napovedovalka Polona Vetrihova, pa govori kot dež o napornih in vijugastih poteh, ki sta jih morali do današnjega dne prehoditi soldaška bluza in kapa in skupaj z njima vso drugo soldaštvo, da bi doseglo potrebno udobnost in praktičnost ter zmoglo do največje mogoče mere funkcionalno služiti svojemu ubijalskemu oziroma paradnemu namenu in zmotru. S tem povezavo opisa in seveda natančne analize nam enkrat seveda zelo dobro prikaže oziroma nas upelje v subverzivnost te predstave, ki bi še danes delovala gotovo subverzivno. Jovanovićevo angažirano gledališče tako ni bilo več klasično gledališče disidence, ampak je bilo samoupravno, socialistično, protinacionalistično, protiimperialistično in protistalinistično hkrati. Uporabljeno in izrabljeno je politično, revolucionarno v najboljšem pomenu besede. Ta gledališko nadvse privlačen spektakel je povzročal grotesko, ironijo in tragično resnost z najčistejšo poezijo, seveda izhajajoč iz najboljše tradicije ruskega absurdizma in seveda tudi drugih parataktičnih in subverzivnih elementov. Če se zdaj v bistvu premaknem k Dominiku Smoletu, kako je on kot predstavnik kritične generacije videl to predstavo, se bom premaknil k intervjuju, ki ga je z njim takrat naredil Jernej Novak in je opisal predstavo takole. Naše žrtve so bile zelo dobra teatrska storitev, takrat se uporablja pač storitev kot nek tak žargon, pač zanimiv pravšnjosti, so pa bržkone v našem pisanem svetu še boljše, čeprav je slabši brez dvoma več, mnogo več, namreč predstav. Kdor si je ali si bo gledal to igro s poštenim srcem in normalno pametno, temu pač ne bo niti v glavo padlo, da bi se kdo ve kako zagrizeno opredeljeval navzgor ali navzdol. Pri nas v mladinskem gledališču namreč tudi vemo, da so vojne žal take in so drugačne. To smo na primer izpovedali v prizorju, ki tisočkrat prestreljene matere, začetnice in nadaljevanke življenja opremljajo, v katerem te matere opremljajo svoje otroke za narodno-osvobodilni boj. In še v mnogih drugih prizorih v tej igri lahko bi jih našteval. Ampak to bi bil jalov posel. Čist človek razume. Za izmišljotine igre v tej ali oni smeri sploh nimamo časa. Mirne duše in mirne vesti jih prepuščamo tistim, ki ga imajo. Predstava je, konec citata, predstava je ne glede na vročo kri, ki jo povzročila v slovenski politiki, se uspešno uveljavlja tudi v tujini in je v bistvu naredila enega največjih metov slovenskega gledališča do takratnega časa. Bila je namreč predstavljena na gledališču narodov v francoskem Nansiju, izjemen odmev, festival pomemben, Teatro de Nation v tistem času, izjemen odmev je imela pri mednarodni publiki. Tako je poljska teatrologinja zapisala, Jovanovićeva predstava, ostra v svojem antimilitarističnem sporočilu in izvirna v svoji vsebini, je bila ambiciozen poskus angažiranega spektakla, agitke v aktualno dogajanje, ki ga ukvirja kabarejska forma, nekakšne modne revije, hkrati pa gradi posebno obliko angažiranega gledališča. Če počasi zaključimo zdaj te dve dejanji Dušana Jovanovića in že nekoliko omenimo, oziroma se navežemo na kasnejši Jovanovićev opus, o katerem bo govoril kolega Aldo, predvsem o tej tako imenovani jugoslovanski trilogiji oziroma vojni trilogiji. Predstava Žrtve mode Bum Bum je očitno dosegla gledališki in angažirani višek, ko so med korakanjem fašističnih kolon, med nemimi bliski strelov, sredi bodečih žic, začeli padati vzkliki osvobojenih gesel žensk z otrokom v naročju.
tako besedila kot predstava z izvrstnimi igralci sta bila izjemen gledališki dogodek, visoko profesionalna perfekcija igralskih, psihičnih in fizičnih prizadevanj, ki je seveda zarezal v tkivo slovenskega repertoarnega in nerepertoarnega gledališča in prvič v bistvu izpostavil slovensko mladinsko gledališče kot in napovedal zgodbo, ki se je seveda potem nadaljevala v 80-ih letih in katere temeljni akter, pa temeljno gonilo je bil seveda Dušan Jovanović, ob njem Marko Slodnjak, dramaturg, s katerim je najraje sodeloval, in pa potem seveda cela serija Janez Pipan, ki se je takrat pridružil slovenskemu mladinskemu gledališču, Ivo Svetina in cela naslednja generacija. Po teh estetskih revolucijah na področju performance teatra, pa slovenski izraz težko najdem, netipičnega gledališča in dramskih oziroma ne več dramskih besedil, je Jovanović v 70-ih letih se navidezno znotraj dramatike vrnil bolj klasičnosti in hkrati pa je ostal izjemno angažiran znotraj dveh iger, ki sta izjemno pomembni za razvoj slovenske dramatike in pa za razvoj jugoslovanskega gledališča tistega časa, Osvoboditev Skopja iz leta 1978 in Karamazov iz leta 1980. Nadaljeval je svojo subverzivno pot, ki se ji ni odrekel niti v 90-ih letih, ko je v bistvu izpisal, zapisal in ko so prizorili njegovo trilogijo posvečenja vojni v bivši Jugoslaviji, o kateri bo govoril kolega Milohnič. Tudi njegova v bistvu pozna igra Razodetja iz leta 2009, ki je žanrski hibrid tesno in gosto prepletenih misli, samo citatov iz igre Karamazovi in drugih njegovih del, v bistvu je igra, ki v bistvu trasira logiko ideologij 20. stoletja in interakcij ideologij 20. stoletja in jih pripelje v 21. stoletje in je seveda nek izjemen komentar dogajanj v druge Jugoslavije, je nekaj, kar v bistvu na izjemno pronicljiv način ukvirja prostor in čas, v katerem je Dušan Jovanović živel in ki ga je znal ukviriti že na začetku svoje kariere. Najprej seveda z Norci, ki so bili obračun njegove generacije s prejšnjimi generacijami, potem samo obračun žrtve modre, samo obračun z civilizacijo, v kateri je živel in ki je še zmeraj zelo natančno definirana vojna v žrtvah Modre Bum-Bum, potem nek še bolj radikalen samo obračun z Igrajte tumor v glavi in seveda kasneje samo obračun, katerim se vedno znova vračal. Ves čas pa ga je seveda zanima nek temeljni problem in to je problem pomanjkanja etike v sodobni družbi. Končal bom ta torzo, v bistvu, ki je v bistvu posvečen neki temeljni generatorski funkciji njegove dramatike in gledališča s citatom Dušana Jovanovića, citatom iz intervjuja, ki je nastal ob uprizoritvi njegove uganke Korajže, drugega dela te trilogije o v bistvu razpadu Jugoslavije. Pravi takole: moje pisanje se začne s potrebo po občutenju sveta skozi detajl. Prizor, ki mu sledi vrsta drugih, napisanih v obliki fragmentov. Nova celota, ki nastane iz te kombinacije fragmentov, je sama po sebi fragmentarna, zato prevaja sam občutek razdeljenosti in parcialnosti mojega doživljanja sveta, ki ni globalno, objektivno, temveč zelo posebno in subjektivno. Dušan Jovanović je prepričan bil že na začetku svoje kariere, še bolj pa v svoji zreli karieri, da po Shakespearju ne moramo več govoriti o novih, specifičnih avtorskih oblikah, da obstajata le dve veliki dramski obliki,
Gledališče No in Grška tragedija. Sodobnega avtorja pa je seveda videl kot nekoga, ki ne piše, ampak gradi igre. Sam je seveda zgradil nek izjemen opus, ki je opus, kateremu se vedno znova vračamo in ki je še danes v osnovi se preko Jovanovića misli lahko definiramo svojo pozicijo v svetu na način, ki je daleč od tega, kar je sam zapisal, da je fragmentarno, ampak je seveda izjemno celosten.